izjavo, ki je pomembna. Toliko dobra je, da je vredna komentarja, vredna komentirati, ki je produktivna. Potem bom seveda pokazal spet, tako kot vedno, ene slike in jih komentiral. Potem bom pa predstavil dve raziskavi oziroma izsledke dveh raziskav. Dveh raziskav, ki sta bili predstavljeni pred kratkim in rezultati so res optimistični oziroma so taki, da jih človek zlahka razume, zlahka jih sprejme in imajo izjemno pozitivne učinke. To je vrstni red današnjega srečevanja. Najprej ena izjava, kot rečeno, to je zgolj simbolična slika k temu, kar nam zdaj povedal. To je Brian Cox, ena najbolj uglednih fizikov na tem svetu, profesor. Ta izjava, ki je tukaj v naslovu, je njegova. Se piše tukaj. Zelo piče. To je izjavil Brian Cox. V enem intervjuju, ki je bil objavljen pred kratkim par dni nazaj. Profesor pravi, da se je zelo težko pogovarjati, oziroma resno pogovarjati z idiotom. Zdaj rad bi upozoril, da ima beseda idiot v tem primeru drugačen pomen, kot navadno mislimo, ko za koga rečemo, da je idiot. Ko komu zabrusimo v obraz, da je idiot, ponavadi mislimo na žaljivko. Ponavadi je taka izjava žaljivka. Vendar, angleška beseda idiot, ki je tudi slovenska, izvira iz latinske besede idiota. Latinska beseda idiota pa pomeni dvoje. Pomeni nevedneža, to je nekoga, ki je neveden, in drugič pomeni šušmarja. Šušmar je človek, ki počne nekaj tako na pol, na približeno, ker ne zna bolje, ne zna nečesa narediti dobro, naredi na pol, to je šušmar. In idiot je človek, ki se pretvarja, da nekaj ve, čeprav tistega ne ve, oziroma se pretvarja, da nekaj zelo dobro pozna, čeprav pozna samo na približen. Kar pomeni, da blefira. Šušmar blefira. Spreneveda se. Ok. In se je težko pogovarjati s takim človekom, saj resno pogovarjati v kakšni temi, zato ker se spreneveda, ker blefira, ker prodaja meglo po domače. Govori o stvarih, ki jih ne razume dobro in hoče ustvariti vtis, da jih razume dobro. Torej je šušmar. Zdaj, zakaj to pripovedujem? Zakaj ta uvod? Ta uvod je namenjen temu, kar sledi. In sicer, jaz imam danes post. Tako kot vsak teden.
In sem vam že večkrat povedal, včasih ga imamo v petkih, včasih ga imamo v četrtkih, tukaj nanesem. Praviloma je v petkih. Včasih ga imamo v četrtkih. Torej, danes se pustim. Zato vam bom tudi povedal nekaj malega o postu. Nekaj sem že povedal, zdaj bom še povedal. Vsta uvod je namenjen, kot sem že na začetku rekel, neki izjavi. Nekdo je namreč izjavil, da Rutar nima pojma, ko govori o postu in o tem, kar dokazuje znanost. Ne Rutar, ampak znanost. In sicer, da ima post celo vrsto pozitivnih učinkov na človeka. Celo vrsto. In danes vam bom par stvari v zvezi s tem povedal. Ta človek je torej izjavil nekaj, česar sam ne razume, kaj ti znanost dokazuje to, kar jaz tukaj pripovedujem. Ne to, oziroma ne dokazuje tega, kar misli ta človek. Torej, to razumem kot zmerjanje. Ta moja predavanja so posneta in seveda nekateri ljudje si potem pogledajo in me zmerjajo, češ, da nimam pojma. Čeprav, kot vidite, in boste tudi danes videli, vsakič navajam znanstvene reference, iz katerih črpam za svoje govorjenje tukaj. Torej se nobene stvari ne izmislijo. To je naslovnica knjige, ki jo je napisal že omenjeni profesor Brian Cox, skupaj še enim avtorjem. Najnovejša knjiga, izvrstna, fantastična, čudovita, res dobra knjiga, izvrstnega znanstvenika o tem, kakšno je vesolje, v katerem živimo. Mi se tukaj ne ukvarjamo z vesoljem, ker nismo astrofiziki, se pa ukvarjamo z delovanjem hrane na naše možgane. Zato bomo preskočili k tej temi. Še prej pa bi rad poudaril tole. Znanost, na katero se sklicujem, izjemno hitro napreduje. Kar pomeni, da se znanstvena spoznanja spreminjajo iz tedna v teden. Kar je dobro. Kar je dobro, je pa seveda zahtevno. Kaj ti? Ker se znanost tako hitro spreminja, je treba nenehno brati knjige. In članke, na konference in tako dalje, če hočeš biti vsaj približno na tekočem, kaj lahko znanost o nečem pove. No in naprimer, tole je še ena slika, ki jo velja komentirati, ravno zaradi tega, kar sem zdaj povedal. Namreč, še pred nekaj leti je veljalo, da je v našem sončnem sistemu 9 planetov. In je veljalo, da je Pluton planet. No, danes to ne velja več. Kaj ti znanstveniki so ugotovili, da Pluton ne ustreza vsem kriterijem, da bi bil planet, in so ga razglasili za nekaj drugega. Za pritlikavi planet, za mali planet. V glavnem ni planet. Čeprav zdaj, pred kratkim, je bilo zopet slišati mnenja znanstvenikov, da morda pa vendarle je planet. Bi pa morda ponovno spremenili mnenje izpred nekaj. Ampak tako deluje znanost. Tako deluje znanost, zato je to dobro imeti v mislih. Enako velja ob tejle sliki.
znanost, kot rečeno, torej napreduje in se spreminja in gotovo ste že daj slišali v razredu, v šoli, pri pouku, pri fiziki, ali pa tudi kje drugje, da so vam rekli, da je najtrša snov na tem svetu, katera? Diamant. No, vidite, ne drži. Danes to ne drži več. Je držalo še pred nekaj leti, je bil to res diamant najtrša snov, zdaj pa ni več. Najtrša snov, po novem, je namreč borov nitrit. Kaj pa to? To je ena snov, ki pač je neprimerno trša od diamanta. Nas to zdaj ne bo toliko zanimalo, kaj je to, ker se s tem ne ukvarjamo. To samo za ponazoritev tega, o čemer danes pripovedujem. Namreč, kako pomembno je, da sledimo znanstvenim spoznanjem, da ne trosimo okrog sebe neumnosti, da ne govorimo stvari, ki niso res. Če bi recimo danes prišli domov, pa ne bi poslušali tega mojega predavanja, bi lahko kdo recimo doma rekel, a veš, nam so po šoli rekli, da je najtrša snov na tem svetu diamant, ampak to preprosto ni res. Se pravi, bi rekli nekaj, kar je že zdavnej ovrženo. Zato je dobro slediti znanosti. Mislim, da je znane pozabljeno Hočem reči, da če nočemo biti šušmarji ali idioti, se pravi nevedneži, je dobro slediti znanosti. Ne piscem horoskopov, ne religioznim ljudem, ne ljudem, ki so vraževerni, ampak znanosti. Kar pomeni, da je dobro in koristno brati znanstvene knjige. Jaz recimo tukaj berem za vas, ali pa namesto vas, in potem komentiram. In tudi danes bom to naredil. Kakšne izjave, znanstvene izjave, ki so iz drugega reda, kot je recimo pisanje horoskopov ali pa vraževerje. To hočem povedati. Da je to koristno in da je to dobro. Ker je potem človek vsaj glede nekatere stvari na tekočem. Ne morate biti glede vsega, jih preveč. Ampak glede nekatere stvari ste pa lahko na tekočem. No, naprimer, jaz sem zelo na tekočem glede vplivov hrane na človekove možgane. In to vam tudi dokazujem iz ure v uro, namreč to, da preberem stvari, ki so stare par dni, mogoče par mesecev, se pravi, so najnovejše, so sveže. Ker pač to počnem, torej sledim znanstvenim spoznanjem. To je še ena simbolična slika iz časov, ki so bolj ali manj minili, namreč iz časov, ko so ljudje verjeli, nekateri, ne vsi, da so določene ženske čarovnice. Obstajali so časi, ko so bili nekateri ljudje prepričani, da so res ženske čarovnice in potem so tudi kakšne zakurali na grmadi, recimo. Kakšne so tudi obesili, kakšne so utopili, ampak pomembno je, da so ljudje verjeli, da res obstajajo čarovnice. To seveda niti približno ne drži, nikoli ni držalo, ampak nekateri ljudje so verjeli, da tako je. To je še razlog več, da poskušamo slediti znanosti, ne pa vražam ali šušmarjem, nevednežem, ali ljudem, ki prodajajo meglo, ali ki brcajo temo, ali ki blefirajo, in kar je še takih izrazov. Ki je veliko, takih izrazov je veliko. Dobro. Torej, raje sledimo znanosti, kot pa šušmarjem. To je osnovna ideja. Dobro. No in zdaj bomo to tudi naredili. To je
ena zadnjih knjig, ki sem jih jaz prebral. Izvrstna knjiga, znanstvena, zahtevna, obsežna in tako naprej. Kot vidite, lahko preberete iz naslova, gre za primerjalno fiziologijo. Primerjalno fiziologijo, kar pomeni, da v tej knjigi znanstveniki primerjajo izsledke zelo različnih področij, namreč proučujejo zelo različne živali. Zelo različne živali. Od zelo preprostih živali, kot so recimo insekti, do bolj razvitih, kot se reče, kot so na primer primati in seveda tudi raziskujejo človeka. Ta knjiga razlaga primerjalno fiziologijo in sicer znanstvenike je zanimalo, kako se kaže pri živalih, različnih živalih in pri ljudeh post oziroma stradanje oziroma to, da včasih hrane prosto primanjkuje. Znanstvenike torej zanima, kako to vpliva na živali in na človeka. Pomanjkanje hrane, post, ki si ga človek položi sam, tako kot jaz, na primer, noben ni v prisilu, oziroma kako vpliva na človeka in živali stradanje. Izvrstna knjiga. Na enem mestu, v eni knjigi, imate ogromno kliničnih študij in raziskav, ki dokazujejo torej, to, kar je v naslovu te knjige. Okay? In jaz vam bom povedal par malenkosti, par drobcev, par izsledkov iz te knjige. Vam ni treba več podrobnosti, to je samo slika, zato da imamo na zaslonu, pa da spremljate malo kakšne slikce, ni vam treba kaj preveč misliti. To je zelo preprosta slika, ki nam pove tole ideja, ki jo ponazarja ta slika, izvrstna. In to vemo. Vemo iz, kot sem ravno kar rekel, primerjav. Ker so znanstveniki leta in leta in leta in leta spremljali različne živali, na vseh koncih sveta in seveda tudi ljudi in ugotavljali in beležili, kako vpliva na nje, ko je hrane premalo, ko stradajo, ko se pustijo in tako dalje. Okay? In že dolgo časa vemo, da se človeško telo, tudi za živali to velja, obnaša, kadar je hrane malo, ko strada, ko hrane preprosto ni v okolju, ko je suša, na primer, za živali, naložimo post, da obstajata dva osnovna načina, kako se telo obnaša. In sicer, takrat, ko je hrane dovolj, ko je hrane v izobilju, ker je hrana je vir energije. Hrana je energija. Vsak organizem potrebuje za preživetje energijo. Popolnoma logično. Zato pač je treba jesti, da dobiš energijo. Ko je hrane veliko, seveda se tudi lahko ne ješ, lahko poješ veliko. In zagotovo veste, da nekatere živali, naprimer jeseni, pojedo ogromno. Recimo medvedje. Medvedje, preden grejo na zimsko spanje, če lahko reče, hibernacijo, ko se zavlečajo za nekaj mesecev v svoj brlog, pojedo vse, kar lahko pojedo. Vse živo pojedo. Pa tudi kaj mrtvega, ki so vrhovinari. Medvedje se takrat zredijo zelo. Kaj s tem naredijo? Naberejo si zaloge energije. Shranijo to zalogo, da bi bojo ponažili. Tako, ker potem recimo 5 mesecev ali pa kaj takega ne bodo jedli nič. Ampak za preživetje pa rabijo energijo. To je zelo preprost mehanizem, ki ga je narava že zdavnaj pogruntala, da radi, ko je hrane ali energije dovolj, jo čim več vzemi iz okolja, naloži v svoje telo,
da boš potem kasneje lahko uporabljal to rezervo energije za preživetje, ker preživeti pa hočeš. To je en mehanizem. Zelo preprost, teh je ni težko razumeti. Te postaja pa še en. Namreč, pride pa čas, ko hrane ni v izobilju. Ko je hrane malo ali pa celo, ko je nič. Živali stradajo ali pa recimo človek se pusti, lahko tudi se ne strada. Mnogi ljudje na tem svetu stradajo. Ne vem, če veste, vsak dan, vsak večer gre na tem planetu približno 700 milijonov ljudi lačnih spat. 700 milijonov. Nekatere številke so še večje, se približajo 1 milijardi vsak večer, ker preprosto nimajo dovolj hrane. V takem stanju se telo začne obnašati drugače. Začne seveda bolj racionalno uporabljati energijo, ker je te energije zdaj manj kot v tistih časih, ko je bilo v izobilju. Zato se začne telo torej obnašati tako, da varčuje z energijo oziroma jo uporablja počasneje oziroma upočasni določene procese, za katere tudi pač potrebuje energijo. To sta dva načina delovanja. Na prvi pogled nič posebnega. Če pa pogledamo bolj natančno, pa vidimo, da nas to pravzaprav utegne zelo, zelo zanimati. In sicer, ko se človek pusti, ustanimo pri postu, zadržujemo se pri postu, ko se človek pusti, se začne v telesu dogajati tole. Vidite, da telo preklopi nek drug način delovanja. Prej sem že omenil, da smo dva generalno vzeto. Telo preklopi na drug način delovanja in tukaj vidite, piše, sem naredil domačo nalogo, sem počrtil vse, zadečo, se ja vidi. Začne torej se obnašati tako, da ohranja, da na nek način popravlja sebe, da skrbi bolj kot sicer za svoj obstoj, vzdrževanje, če hočete, dobesedno. Preklopi torej v vzdrževanje. Se pravi, obnaša se po principu naredi čim več, da boš preživel, da boš se ohranil. Zato začne telo dobesedno popravljati sebe. Ker so določeni procesi v telesu, ki so tudi taki, da niso bili najbolj koristni, najbolj dobri in ne bi človek zaželel, da jih je manj, da jih ni. Zato je to dobro. To je v osnovi dobro. Ko ljudje trdijo, da je recimo treba vsak dan jesti zato, da človek lahko razmišlja tako podobnega, govorijo nekaj, kar preprosto ni res. Torej, že iz tega vidimo, da je post očitno koristen, da je očitno dober. Že v osnovi je to jasno. Ampak bomo pogledali še kakšne detalje. In tudi iz drugega izraza to lahko sklepamo. To je znanstveni izraz. Anti-aging. Proces, ki se upira staranju. Anti-aging. Obstajajo ene žalbe, vem, da prodajajo ne vem kaj že, v škatlici kupaš anti-aging efekt. To reklame to uporabljajo, ženske to uporabljajo. Okay. Da pomladiš svojo kožo, recimo, pa da vsaj ustvariš vtis, da je uporabljajo. Anti-aging, proti staranju. O tem vam govorijo reklame,
da vam prodajo vložavo. O postu, mi to takaj slišamo na televiziji. Post ima torej anti-aging efekt, tukaj vidite, piše dietary restriction, torej omejevanje vnosa energije, ki je drugi za hrano. Omejevanje, restriction, ima anti-aging efekt, se pravi, ima učinke, pozitivne učinke. Nič nismo detaljno pogledali, kaj to je, ampak iz teh dveh izrazov že očitno lahko sklepamo, govorimo o primerjalni fiziologiji. Ne govorimo pamet, ne govorimo ti avtorji krasne, ampak govorimo znanstveni jezik. Okay? To je temelj, to je osnov, to je podlaga. Ali bi bilo potem takem dobro razmišljati o teh dveh izrazih, ki sta očitno koristna za človekovo telo? Jaz mislim, da bi vsak razumen človek na to vprašanje odgovoril da. Dobro bi bilo razmišljati. Še nismo nič rekli, da se je treba pustiti. Govorimo o tem, da je koristno o tem razmišljati. Okay? Najprej razmišljamo. Preden kaj naredimo, razmišljamo. In razmišljamo, kakšne učinke to ima. Naprimer post na človeka. Na nas sami. Zato si bomo to tudi pogledali. No in tukaj vidite spodaj še en ilustracijo še enega principa, mogoče da je že bolj zapleten, mogoče težje razumeti, ker to, kar sem do zdaj povedal, je lahko razumeti. To je zelo preprosto. No, to je nekaj bolj zahtevno. Namreč, ko se lotite posta, se torej zgodi še en switch, vidite, preklop. Hitro se zgodi en preklop v načinu delovanja vašega telesa. Telo preklopi iz enega načina delovanja v drug način delovanja. In tukaj zelo jasno piše, kateri način delovanja. Tisti, ki je dominanten, ki prevladuje pri vas, v vsakem telesu, človeškem telesu, v vsakem telesu prevladuje oksidacija karbohidratov oziroma ogljikovih hidratov oziroma sladkorij. To so pomemben vir energije. Torej presnavljanje, predelovanje karbohidratov oziroma ogljikovih hidratov. Zgodi se, pazite zdaj, preklop. Ko ste na postu, kot je danes, telo preneha z oksidacijo ogljikovih hidratov in preklopi na maščobe. Čakajmo, kako pa to preklopi? Se nima daljinca. Ja, nima daljinca, ali tako, kot bi imel eno stikalo, obrneš stikalo, Maja, to se tako reče. Nima daljinca in ni nobenega stikala, da bi ga obrnil. To je metafora. Tako se reče, telo se začne obnašati na drugačen način, ker ima na voljo, kot sem rekel na začetku, dva različna načina. Mi pravzaprav ga k temu pripravimo. Ko se nekdo odloči, naprimer, za post, se telo odzove. Naprimer, ne dobi 10 ur hrane ali pa 15 ur ne dobi nobene hrane in se začne obnašati drugače. Kako pa telo to ve? Prvič, telo je izdelek evolucije. Evolucija ga je naučila, kot sem prej rekel, če spremljate spet recimo enega medveda. Kako medved ve, da je treba jeseni čim več pojesti? Kako on to ve? V resnici on kot žival, on tega ne ve, on sledi svojim instinktom. Evolucija je skozi tisočletja razvila tak mehanizem, da se jeseni v medvedu enostavno pojavi občutek,
sporoča, pojej čim več. Če bi medveda srečali tam v gozdu, recimo gremo zdaj v Kočevje in srečamo enega medveda in rečemo, dober dan, gospod medved. Ali vi morda veste, zakaj jeseni pojeste vse živo? In bi medved odgovoril, dragi moji, pojma nimam. Jaz samo čutim, da moram jesti. In medvedu ni treba imeti nobenega pojma o tem, da bi preživel, ker zadošča, da sledi svojim instinktom. Ampak to, kar velja za medveda, velja tudi za mnoge druge živali, kot sem povedal uvodoma. In ker smo tudi ljudje živali, to velja tudi za nas. Zapravi, gremo nazaj. Preklop se zgodi zato, ker se telo lahko obnaša na en način ali pa na drug način. In ko smo mi na postu, mi telesu sporočamo, zdaj pa nekaj časa hrane ne bo in telo se odzove. Tako, da torej preklopi, kot smo rekli, na oksidacijo maščob. Maščobe so pa boljši vir energije, kot sladkorji. Več energije imajo maščobe. Zato, recimo, ljudje ponovadi to spregledajo, ko se telo obnaša na ta drugi način. In jaz to lahko potrdim iz svoje izkušnje. Jaz imam ne manj energije, ampak več. Ker telo uporablja maščobe, ki so boljši vir energije, več energije vsebujejo kot sladkorji. Ljudje mislijo, če ne boš en dan jedel, da boš pošmognil. Moraš jesti, treba je jesti, če ne boš postal šibak. Ne, nasprotno je res. Jaz zdaj, ko bom prišel domov, recimo iz tega predavanja, bom šel na kolo, ker grem vsak dan. Imam eno dobro kolo in bom prevozil kar nekaj kilometrov. Čeprav moje telo danes ne bo dobilo ene kalorije, enega kilodžula, mene energije danes ne bo dobilo. Ampak se ni treba, ker ima dovolj uskladiščene energije. Če se mi pustite pol, ne dobite maščob, mislim, če ne jeste. Sveda ne, sploh ne dobim ničesar, ne samo maščob, nobene. A tiste prejšnje, ki zalogate? Ja, ker je uskladiščena. Zaloge, vsak človek ima uskladiščeno energijo, naprimer v obliki sladkorjev in v obliki tudi beljakovin seveda in v obliki maščob. So trije viri energije. Vsak človek ima vsaj malo maščob. Ga ni človeka, ki ne bi imel čisto nič, ker tem bi zelo redno umrl. To je evolucijsko spet, to sem enkrat že razlagal. Evolucijsko je nujno, da imajo tudi notranji organi, srce morajo imeti določeno količino maščob, ki so varovalni, varuje, enako velja za ledvice in tako dalje. Ker vsak človek ima uskladiščeno vsaj nekaj energije. In telo porablja, takrat, ko ne dobi energijo od zunaj, pač porablja tisto energijo, ki jo ima uskladiščeno. Zato je med drugim tak post tudi zelo dober vzvod, če hoče kdo kakšno odvečno maščobo, ker nekateri imajo pa tudi odvečne maščobe, zgubiti. To je zelo preprost mehanizem, ki ga poznajo ljudje že dolgo časa in moj starata je rad rekel, če hočeš shujšati, nobene diete ne rabiš, zgolj manj jej. Si že zelo dobre poti, da boš zgubil kakšno maščobo. Kar je čist res, moj starata je to vedel, pa ni bil znanstvenik. Prosim, Maša. Ni to manj ne jej. Večete videli, pa večete vodi pa vam. Aha. Ali pa oboje. To bomo pa videli na nadaljevanju, dragi moji. Ali pa oboje. Ja, eno. Drugo, še najbolje je pa oboje. In to vam bom na koncu pokazal, ko vam bom spregovoril o izsledkih in fenomenalne raziskave, ki to potrjuje. No, ampak mislim, da je to zdaj precej jasno. Se pravi, če hočete, lahko vplivate na način, kako se vaše telo odziva. Lahko vplivate na to. Recimo, post je en tak način. Okay?
In zdaj smo ugotovili, da to zna biti kar dobra zadeva. Naprimer, post. Zdaj, ko govorimo o postu, mislim, da treba poudariti, jaz ne govorim o tem, da zdaj pa 2 meseca nič ne jem. Jaz govorim o 24-urnem postu. 24 ur je en dan. En dan v tednu, naprimer, jaz nič ne jem. Zanimivo pa je, veste, če pol pomislite, koliko je to v 7 letih. A veste, koliko je to v 7 letih? Ja, 1 leto. Od 7 let jaz 6 let jem, 1 leto pa nič. Če bi vse skrb seštel. To so zelo zanimive zadeve. Zdaj, če pogledamo na isto zadevo še iz drugega zornega kota. Pogledamo enega človeka, ki ima recimo 120 kg. 120 kg. Pa dobro, ni ravno sumoborec ali pa ne vem kakšen boksar ali pa nekaj. Pač en običajen človek, ki ima 120 kg. Okay? Pa enega, ki jih ima recimo 2-krat manj. To je zelo zanimivo vedeti, to je zelo dobro vedeti. Zelo dobro si je predstavljati, to sem prvi sklicov ne dal. In če pogledamo zdaj z vidika fiziologije, lahko govorimo o primerjalni fiziologiji, zveni zelo zapleteno, ampak v resnici ni to zelo zapleteno. Vidite, če pogledate, iz česa je telo narejeno. Vi verjetno že veste, da je telo v največji meri iz vode, tako je. Največji del našega telesa je voda. In to je tudi tukaj zelo jasno prikazano, kot vidite, če pogledate recimo tega gospoda, ki je, ali pa gospoda, meni tudi, ki ima 120 kg, vidite, da je največji del njegove ali pa njene telesne teže je voda. Okay? In če pogledate enega suhega človeka, velja enako. Največji del, pogledajte, bistveno več kot pol, je voda. Se pravi, glede tega ni kakšne posebne razlike med debelim človekom in suhim človekom. Vidite, ni posebne razlike. Vse tudi ne more biti. Je drobna razlika, ni pomembna. Pomembna razlika in bistvena razlika je, če pogledate nadaljevanje, to so pa maščobe. Pogledajte to maščobo pri človeku, ki ima 120 kg, pa maščobo pri človeku, ki jih ima 60. Še vedno ima maščobo, kot sem prej povedal, ker ne more biti drugače. Ja, se pogledajte, kakšna je razlika. Pogledajte, kakšna je razlika. Velikanska. Torej, razlika je v akumulirani energiji, ki je v tem primeru maščoba. So maščobe. In seveda, zdaj to poskušajte razumeti skupaj s tistim, kar sem prej povedal. Post pomeni preklop, pomeni nov, drugačen način delovanja telesa. Telo začne na veliko jemati maščobe, ki so dober vir energije. Njih porablja, ker je rabi, energijo rabi, vsako minuto. Vse ostalo pravzaprav niti ni to zelo pomembno. Proteini in tako dalje. Bistvena razlika torej je tukaj. Ne v vodi, ampak v maščobi. Pravi je tukaj energije, akumulirane energije, bistveno preveč. Ok? Zdaj gremo pa pogledati par detajlov, par drobcev. Zakaj je, pa kakšne učinke ima post. Kot tukaj vidite, velja to za vse, ali skoraj vse, večino in živali in ljudi. Glede tega ni posebnih skrivnosti, ker je znanost to že zdavnej primerjala in znanstveni izsledki so v tej knjigi, ki vam zdajle citiram, zapisani. Za večino živali torej to velja in za ljudi. Post, omejevanje, občasno omejevanje vnosa energije ali hrane. Poglejte, zniža
bitje oziroma frekvenco, srčno frekvenco. Srce deluje počasneje. Če bi zdaj merili moje, recimo moje bitje srca, jaz vem, da je bitje srca zdaj pri meni med 50 in 60 udarcev na minuto. In to je že eden od indikatorjev, ki pove, kako se zdaj počuti. Jaz se zdaj počutim izjemno umirjenega oziroma spočitega oziroma energetskega. Bolj kot sicer včerajšnjem, ker se danes pustim. Okay? Torej lahko sam potrdim to, kar znanost pravi. Zniža se število udarcev srca oziroma utripov na minuto. Drugič, znižuje se krvni pritisk. Krvni pritisk. Kdo, če bi zdaj merili moj pritisk je v mirovanju, oziroma v takem stanju, v katerem sem zdaj približno 110/70. Za primerjavo, nekako tak, približno normalni pritisk je 120/80, se to veste, verjetno veste. Približno, 120/80, no moj je približno 110/70. Če bi zdaj kdo prinesel napravo, riva roči, pa bi izmeril 100% tako. Ker to vem, ker se ga tudi sicer pač merim in vem, da je v takem stanju, kot so danes, še nižji kot je sicer. Moj pritisk je ponovati 115/75, v takem stanju, kot sem na poslu, približno 110/70, lahko tudi 65. Torej, potrjuje to, kar pravi znanost. Znižuje se torej krvni pritisk, kar je seveda lahko koristno, zlasti za tisti, ki imajo previsokega. Ker previsokega krvnega pritiska pa nočete imeti, ker to ni dobro. Okay? To ste gotovo že tudi slišali, ta visok krvni pritisk ni prav fajn stvar. A ste? Ja. Ste. Torej, če ga hočete zmanjšati, je gotovo eden od prispevkov, stane še drugi, eden je gotovo tudi ta, o katerem zdaj govorim. Naslednji, naprej. Post. Znižuje tako imenovani slabi holesterol, kot se reče. To se tako reče. Mi smo tudi že govorili tukaj, kaj je holesterol. Zlasti, kaj je tako imenovani, se ni, tako se reče. Slabi holesterol. Zato, da se zapomnite, da je to tisti holesterol, ki ga nočete imeti. Ker se prepopa na steni žil in počasi čez toliko let, recimo, lahko žilo zelo zoži ali pa se zamašli in včasih potem kakšnega človeka infarkt. Ok, torej gotovo je to nekaj dobrega. 100%. Ok, in še, če pogledamo četrti učinek posta, zniževanje koncentracij trigliceridov. Kaj so trigliceridi? Zadošča, da veste, da je to ključna sestavina maščob. To so estri, ključna, ni važno, povezana z maščobami, zadošča, da to veste. Torej, zniževanje količin trigliceridov, kar je tudi nekaj dobrega, kajti nihče ne želi imeti prevelike koncentracije trigliceridov. Imajo spet celo vrsto negativnih učinkov, zato vam to tudi merijo, ko greste kdaj nekakšne zdravniške preglede, vam tudi med drugim pogledajo, ker vam kri vzamejo, koliko je trigliceridov v krvi. In če jih preveč rečejo, se bo treba nekaj narediti, dieta, ne vem, koga gre. Zelo preprost odgovor je, spet, eden od odgovorov, ne bo mi kdo posled očital, da trdi, da je to edina in prava stvar. Ne, eden od načinov je gotovo post. Jaz zato rabim nobenega zdravnika, da bi mi to govoril, ker imam vsak teden post. V 7 letih je to 1 leto posta. Jaz sem živ dokaz za vse te pozitivne učinke, ki tukaj naštevam. Če ne verjamete meni, verjamete znanosti. Če ne verjamete znanosti, verjamete meni. Če ne verjamete meni po znanosti, verjamete šušmarjem. Če ne bi dobro. Okay? Gremo naprej. Poglejmo še kakšno drugo zadevo. Ja, dragi moji, tole je kar dobro povdariti. Tudi spet raziskava, znanstveniki leta 2006,
ta raziskava je tudi fenomenalna. Namreč, ker živimo v civiliziranem svetu in ker uživamo, in smo zadnjič govorili, pogosto preveč procesirane hrane, uživamo tudi velikokrat preveč enih posebnih maščob, ki jih zelo dobro razumete, če veste, kaj je margarina. A se že kdaj jeti margarino? Ne, margarina ni puter, ni nekaj drugo. Margarina, ste že slišali za ta izraz, ste ga tudi že jedli, no, manj, ko ga jeste, bolje bo. Jaz nisem rekel, zdaj tega absolutno zmeti čist več, ne? Dobro imamo kamero, da vse zabrežil, če bi bo daj spet napada po zmerijo. Ampak, raziskave to pravijo. Dragi moji, ko govorite ali pa ko mislite kupiti v trgovini margarino, da boste naredili doma kekse, sledice, whatever, ali pa da si namažete na kruh, se zapomnite samo to, kaj pravi znanost, ne Ruter. Ruter je sam poštar. Kaj pravi znanost v teh pocenih maščobah, ki so zelo mazljive. Zelo mazljive, se vzamete kruh, nož, namažete margarino, zelo fajn se maže, privlačne barve je in tako naprej. Samo to se zapomnite, da obstajajo hidrogenirana olja oziroma hidrogenirane maščobe. In te hidrogenirane maščobe, ki jih je v margarini, kar hočete, so nekaj, česar noben človek pri zdravi pameti ne želi uživati. Zakaj ne? Kot vidite, tukaj lepo piše. V naravi, to sem že enkrat povedal, je teh transnasičenih maščob zelo, zelo malo. Zelo težko jih je dobiti. Zato jih naši predniki tudi niso mogli veliko uživati, ker jih ni. Ne moš nečesa veliko užiti, če ga je pa tistega zelo malo. Ni bilo pa nekoč supermarketov v trgovini margarine, da bi šel v trgovino kupiti. Ni bilo. Bila je samo narava. Se pravi, jih je malo. Ampak, pogledajte, ljudje imajo v civiliziranem svetu vse več transnasičenih maščobnih kislin v telesu, in to raziskave tudi potrjujejo, kaj ti, vidite, tukaj zelo lepo piše, rutinsko, kar pomeni pogosto, vsak teden, nekateri morda tudi večkrat na teden, nekateri tudi vsak dan, ampak je podobnega, rutinsko uživajo veliko izdelkov, primer, kamor sodi margarina, kjer so hidrogenirane maščobe. Transnasičenih maščob pa ne želite imeti v svojem telesu, kajti, kot sem spet se potrudil in naredil domačo nalogo in to je z rdečo zapisal. Zdaj, nisem jaz zapisal, jaz sem samo označil, zapisan je že prej, nekaj poznanost dokazuje, ne bi že narutaj. So transnasičene maščobe, naprimer iz margarine, zelo povezane z eno vrsto bolezni, oziroma patofizioloških stanj, kot tukaj piše, in to so bolezni, patološka stanja, zelo nekaj bolezni, rečemo bolezni, nekaj, če ne želite imeti, mogoče najlažje se to zapomnite, ki se imenujejo bolezni srca in žilja. Prosim, Anja. Mene pa zanima, po čem je pa razlika margarina pa navadno maslo? Razlika je zelo pomembna. V margarini je veliko transnasičenih maščob, zato ker margarino naredijo. Naredijo jo v posebnem kemičnem postopku, da je mazljiva. Maslo, če greste domov, stari mami, stari močetno in kam želja, tudi trgovino, lahko kupite maslo, pa nima teh transnasičenih
maščob, ker jo dobite, oziroma maslo pridobite na naraven način. Na naraven način dobite. V tovarni nima nič pri tem. Ni treba obdelovati molekul maščob tako, da so pri sobni temperaturi mrzljive, tako kot so v margarini. Margarino so naredili kot poceni nadomestek za maslo. Se pravi, če hočete uživati maščobe, kar je čisto redo, ker jih potrebujete, ker jih vaše telo potrebuje, je bolje izbrati med margarino in maslom maslo, ker nima teh transnasičenih maščob, kajti, kot sem povedal, logično, maslo je naraven izdelek. Rekli smo pa že v naravi transnasičenih maščob v glavnem sploh ni. Ok? Ja, nekako jih je zelo težko narediti. Ja, to je treba vedno, če delaš piškote. Recimo, mora biti prava moka pa tudi. Tudi, ja, prosim, Maša. Ja, če bi rekla, ko je Anja rekla, kaka je delika med margarino pa maslo, ne? Bi rekla, dite enostavno ne jejga, ker itake oboje je glih. Oboje glih ni enako, rekel, problematično. Maslo pravzaprav ni problematično. Maslo ni, ker je dober vir maščob. Še enkrat, takih maščob, ki jih vaše telo potrebuje. Ne smete se dati zapeljati propagandi, češ, da so maščobe nevarne in da se od tega zrediš in potem si debel kot pujs in tako naprej špehne vsi Ker ni tako. Glavni razlog za to, da špeh visi čez pas, to se zlasti pol polet vidi. Ker takrat, zlasti na kakšni plaži, tam se to zelo vidi, kako špehov je visi čez. Sploh niso maščobe. Glavni razlog so sladkorji. Zlasti pa enostavni sladkorji, o tem so pa tudi zelo veliko povedali. Se pravi, še enkrat, maščobe potrebujemo in maslo je dober vir maščob. Je pa res, da ni treba pretiravati. Se ni treba 4 kile masla naenkrat jesti. Vzamete malo, toliko kot vaše telo potrebuje. Zato je dobro vedeti, koliko vaše telo potrebuje, preden pač jemljete hrano v svoje telo oziroma uvažate energijo v svoje telo. Se pravi, po pameti malo, margarine nič, masla malo. Zelo preprosto. In mene potem ponovali zelo čuden gledajo, če na kakšni zabavi, ker je to pač običajna praksa, veste, na zabavi, na kakšni zabavi, ali pa predstavi, nekaj takega, je ponovali tam transnasičenih maščob, kar hočete, v obliki raznih keksov in tako naprej, in potem ponujejo, boš en piškot. In jaz potem samo vprašam, samo povejte mi, ali je narejen z maslom ali z margarino. No, potem me pa začnejo debelo gledati, kaj je skompliciran. Jaz čist nič ne kompliciram. Želim pa vedeti, kaj uvažam v svoje telo. Transnasičenih maščob pač ne. Če je pa to narejeno na maslu, enega, ja, ok, gredo, puna kapa, enih pa po pol kile, to je, enih pa pretiravamo. Ok. Torej, gremo naprej, da bomo kam prišli, da smemo, dragi moji. Opica. Opica, tukaj, naš bližnji sorodnik. Zakaj vam tole dajem gor? Raziskava je objavljena 28. marca na 8.30, pred 48 urami. To pa bilo glih, ko je imel moj ati rojstni dan. Točno takrat je bilo. Točno takrat je bilo 2 dni nazaj. In vidite tudi naslov, torej je zelo pomemben, zelo dober, zelo koristen. O tem bo napisano še veliko knjig, o tem se bo razpravljalo še, ker je ideja drzna. Ideja je kontroverzna, ideja je taka, da so v njej krešajo mnenja, ker je dobro. Za znanost je to super. No, tale raziskava nam pove, da so znanstveniki ravno kar,
objavili izsledke, torej raziskav, ki povedo, da je zelo zanimivo in zelo dobro in zelo koristno razmišljati o velikosti možganov, naprimer v različnih živalih, pri ljudeh, ki imajo take možgane, z prehrano. In se spraševati, zakaj imamo recimo mi take možgane, kakršne imamo, kaj je evolucija skozi tisočletja naredila takega. No in ena od teh raziskav torej potrjuje, da je pri tem, pri razvoju možganov, pri velikosti možganov, kar je gotovo tudi povezano z razmišljanjem, je odigrala očitno pomembno vlogo prehrana. Tukaj celo pravi, da je prehrana evolucijski driver, se pravi nekaj, kar poganja, pospešuje velikost možganov. Zelo zanimiva raziskava, ampak mi se bomo, ker bomo časa zmanjkali, si bomo pogledali samo par takih par poudarkov. Da bi naši predniki preživeli, so morali znati cel kup strategij, kako priti do hrane, kako jo shranjevati, da jo bodo imeli tudi jutri, pojutrišnji in tako dalje. Cel kup struktur so morali razviti, kako se obnašati drug do drugega, da so nojo pobili med sabo, da sodelovali, da bodo preživeli dolgoročno, da bodo vzgojili svoje potomce in tako dalje. In seveda, da bodo razvijali svoje možganske kapacitete, kognitivne kapacitete. In pri tem je imela dieta, način prehranjevanja. Zelo pomembno vlogo. Nekateri znanstveniki poudarjajo, da je zelo pomembno. Eni se ne strinjajo, da je bila zelo pomembna, ampak v vsakem primeru se bo vsi strinjajo, da je bila zelo pomembna. Okay? Mi smo spet pri hrani. Zdaj pa, to je pa beauty, to je pa nekaj tako dobrega, to vam pa moram povedati. To je še ena raziskava, mislim, meni se je kar milo storilo. Okay? Zdaj, zadnjih nekaj let so znanstveniki proučevali življenje ljudi v Boliviji, oziroma Amerika, v Boliviji. Proučevali so, kako živijo, kako se prehranjujejo, kaj počnejo, kaj je to, bla, 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 bla. In seveda se jih je tudi zanimalo, koliko so zdravi. Kako je z njihovim srcem, z njihovim žiljem in tako naprej, z notranjimi organi, jetri, odvicami, bla, bla, bla. In izsledki so, dragi moji, fenomenalni. Fantastični so. Že iz naslova, ki je malo poetičen, lahko sklepate. Najbolj zdrava srca na tem planetu, tako piše, imajo tile prebivalci Bolivije. Najbolj zdrava srca, kar prav to pomeni, da imajo tudi zdravo življe. Zdaj pa pogledamo, zakaj. To je naslov, to se ni Dušan Rutar izmislil, še enkrat prosim, kamera, please. To je raziskava, znanstvena raziskava. Najbolj zdrava srca na tem svetu, tile prebivalci. Zakaj? Kaj takega počnejo, da so njihova srca toliko zdrava in njihovo užilje in tako naprej? Zdaj se vračam k temu, kar je malo prej omenila Maša. Dve zadevi, dragi moji, dve in samo dve sta pomembni, da odgovorimo na vprašanje, zakaj so ti ljudje tako zelo zdravi. Okay? Pazite zdaj, vsejte se lepo, prepnite pasove, vse izklopite naprave, ker bomo vzleteli, glihkar. Okay? Z raketo, dobesedno gremo zdaj z raketo nekam čist drugam. Že iz tega, kar tukaj vidite, se da sklepati, kaj ti ljudje jejo. To določene mere, se da sklepati. Okay? Zdaj pa gremo. Torej, evo zdaj čist počas. Tile prebivalci Bolivije jedo. Gremo počas. Največ, torej, ne uporabljajo procesirane hrane. Lepo piše, ne uporabljajo procesirane hrane. Uporabljajo ali jedo ne procesirano hrano.
In sicer neprocesirane ogljikove hidrate, ki vključujejo riž, ki vključujejo razne oreščke, ki vsebujejo koruzo, banane, sadje. Še enkrat. Torej, največ 72% njihove prehrane so neprocesirani ogljikovi hidrati, ki vključujejo riž, oreščke, koruzo, banane, sadje. A ste kje zasledili meso? Ne. Niste? Sam, ne? Mogoče mu jih 28. Gremo počasi. Ampak ja, to je zdaj 72%. Torej, še enkrat, najbolj zdravi ljudje z najbolj zdravimi srci in ožiljem na tem svetu, po izsledkih te raziskave, imajo prebivalci Bolivije, ki 72% svoje prehrane naredijo, sestavijo iz, rečemo na kratko, torej ogljikovih hidratov, neprocesiranih, oreščkov, banan in sadja, 72%. Gremo naprej. Tudi proteine, beljakovine zaužívajo. Tudi beljakovine in sicer nekaj dobijo, to so divje svinje, divje prašiči, dobijo živali, to je še ena taka žival in pa ribice, 14%. 14%, kar je zelo malo. 3/4 je tega. Kar smo prej rekli, 14% so torej proteini, ki jih dobijo na ta način, se pravi nekatere živali in ribe, in tukaj je posebej poudarjeno malo maščob. Maščobe da, ker jih potrebujejo, ampak malo. In to je vse. To je vse. Najbolj zdravi ljudje, na tem planetu, po tej raziskavi. Kar zadeva srce, ožilje in tako naprej, kar je zelo pomembno, če veste, da na Zahodu, kot se temu reče, je še vedno najbolj pogost razlog za smrt, so bolezni srca in ožilja. Bolezni srca in ožilja. Oni imajo pa najbolj zdravo srce in ožilje. Uživajo pa tole hrane. In to je prvi dejavnik. Še drugi. Drugi dejavnik, zelo preprost. V povprečju, pazite, to smo tudi že enkrat govorili, naši predniki so se zelo veliko premikali. Smo rekli, kaj počnejo tile ljudje leta 2017? Zelo veliko se premikajo. Kako veliko? 16 do 17 tisoč korakov na dan. Če naredite z enim korakom približno pol metra, je to približno 8 do 9 kilometrov. Tanko, tako kot naši predniki pred 100 tisoč leti, pred 200 tisoč leti, pred pol milijona let. Jedli so praktično enako hrano, pred 200 tisoč leti, pred pol milijona let, premikali so se na tanko toliko. 8 do 9 kilometrov vsak dan, ne enkrat na teden, pa enkrat na mesec, vsak dan. Zdaj samo zračunajte, koliko se premikamo, se premikajo ljudje v tako imenovani zahodni civilizaciji. Vsak zase se računa. In to je pravzaprav praktično vse. Zelo preprosto. Če me kdo vpraša, kaj naj pa pol jem? Zelo preprosto. Sadje je, banane so, riž je, zelo preprosto. A veste, ni treba izumiti tople vode, ker je že izumljena. Pa Amerike tudi ni treba odkriti, ker so jo odkrili že zdavni. In kaj še? Ja, premikite se. Koliko velik? Koliko pa je to velik? 8 do 9 kilometrov. Kaj bom jaz naredil zdaj, ko bom šel domov? Zelo preprosto. Kaj sem pa danes pojedel? Nič. Kaj bom pa jutri? Banano, sadje, isto. Isto, če mene vprašate. Popolno enostavno. A je tle, kaj treba kakšne diete in une in tretje in četrte in ne vem koga? Jaz ne vidim nič. In če še pogledamo zdaj za primerjavo,
Spet, kot smo danes povedali, tukaj bile študije, to se je pogledali, velja. Še en drug podarek, boljši, še boljši, poglejte. Za te ljudi govorimo iz Bolivije. Za ljudi, ki so stari več kot 75 let. Okay? Govorimo o starcih. Več kot 75 let, 2/3 ljudi, starejših od 75 let, tako rekoč almost no risk, nobenega tveganja za bolezni srca in ožilja, ki je najpogostejši razlog za smrt ljudi v zahodni civilizaciji. Pri ljudeh starejših od 75, ne govorimo o mladcih, starih 20 let. Več kot 15, in še en podatek, da sem to naredil, 80-letnik v Boliviji, 80-letnik, ima enako vaskularno starost kot Američan v srednjih 50 letih, se pravi, ki je 30 let mlajši. Ok? Ključni dejavniki za to so, se pravi, pri 80-ih, 75 letih skoraj nič tveganja za bolezni srca in žilja, kap, infarkt in tako dalje. Veliko gibanja, posebno modrosti ni. In tale prehrana. Hvala lepa, to je vse.